spoštovani župan, spoštovane članice in člani občinskega sveta mestne občine Krško, ostali navzoči, lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za okolje in prostor. Jaz sem pravzaprav sprejel z veseljem to vabilo prav zaradi tega, ker je prav in nujno, da lokalni skupnosti in tudi širše pojasnimo zadnja dogajanja, ki so seveda v določenih medijih dobile predvolilne pospeške in so pristranska. Tudi mene zelo žalosti uvodni en citat gospe, ki je govorila pred mano, občinske svetnice, da si želi diskusije z dejstvi, pri čemer je pa sama okarakterizirala zadnje kadrovske poteze, da so na mesto prišli nekompetentni ljudi, pri čemer se to nima nobenega dokaza. In je pravzaprav to njena lastna ocena in to skrbi. In celo, da so ta kadrovanja povezana z ogrožanjem jedrske varnosti. Jaz bi bil pri teh zadevah zelo previden, ko to govorim, ker niti približno ne držijo in nimajo nobene podlage v dejstvih, kar ste sama pozivala, da je dobro narediti. Ampak da prejdemo od začetka. To se pravi, osnovno vodilo, zakaj je ministrstvo pristopilo k reorganizaciji Agencije za radioaktivne odpadke in prenos pristojnosti, je spremenjena vloga te agencije poslej. Namreč ta agencija poslej ne bo več načrtovala, se ukvarjala z umeščanjem in ostalimi načrtovalskimi dejanji, temveč bo investitor gradnje in bo tudi nenazadnje upravljalec tega objekta in bo izvajala javno službo. To je zelo pomembno in to z ravnanje z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki, kar je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Se pravi, mi smo pristojno ministrstvo, ko govorimo o odpadkih, z odpadki najrazličnejši imamo v tej državi kar precej težav in mi smo odgovorni za reševanje teh težav in smo jih z spremenjenimi akti tudi dobro zastavili, po moji oceni. Druga stvar, ki jo želim povedati, je ključno poslanstvo agencije. Ključno poslanstvo agencije je, da čim prej po sprejemljivi ceni zgradi skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Jaz vas prosim, spoštovani svetniki, pogledajte si klipinge različnih medijev v zadnjih 10 let in boste videli, da je dosedanje vodstvo te agencije obljubljalo gradnjo jedrskega skladišča leta 15, da bo to leta 16, leta 16, da bo to leta 19, leta 19, da bo to leta 20 in tako smo danes leta 22 in še kar kaj je za narediti, da bomo začeli graditi. Jaz menim, da bi morali graditi že pred 3 leti in da bi izpolnili zavezo, ki jih imamo po zakonu, da bo ob koncu redne obratovalne dobe nuklearne elektrarne Krško, to je z letom 23, da bomo imeli tudi delujoče skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pa se to ne bo zgodilo, kajti leto 23 je tu, gradnja takega skladišča pa traja med 3 in 4 leta. Torej, več kot jasno je, da je bilo delovanje agencije, pa tudi verjetno vseh s tem povezanih v preteklosti pravzaprav razmeroma neučinkovito, nismo prišli do gradbenega dovoljenja za ta objekt in tudi ne do izbora izvajalca za ta objekt. In smo v letu 22, sredini leta bomo kmalu in zato še enkrat, osnovno naše vodilo na Ministrstvu za okolje in prostor in verjamem tudi pod novim vodstvom agencije je, da pride do gradnje čim prej, da se ta problem reši, kajti dolgoročno rešitev vprašanja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je izrednega pomena za jedrsko varnost v Sloveniji in širše, da ne govorimo o tem okolju, in tudi za kakršnekoli druge načrtovalske ambicije države pri dolgoročni javi jedrske opcije. To je ključno. Če želimo podaljšati življenjsko dobo, vkolikor želimo se pogovarjati o nadgradnji tega projekta s kakršnimkoli drugim projektom, kot je blok 2, moramo to rešiti in moramo skladišče zgraditi. Še enkrat, po dopustni ceni. Zakaj sem bil jaz kritičen do mojega predhodnika? Oziroma ne do mojega predhodnika, do bivšega direktorja Agencije za radioaktivne odpadke. Zato, ker je bil projekt peljan tako, da ne pripelje k koncu, ampak da se zaplete, že na samem začetku. Poglejte, jaz si ne znam predstavljati, kako se je med razpisnimi pogoji znašel pogoj, da se bo radioaktivni skladišče zgradilo v 902 dneh, čeprav velika
ali pa praktično vsi strokovnjaki se s tem ukvarjajo, pravijo, da se to ne da v tem kratkem roku narediti in zato je v edini ponudbi, ki je bila pravzaprav v tej fazi razpisa na mizi, pravzaprav že zaračunani penali in to je krepko tudi dvignilo ponudbeno vrednost. Glejte, če nekdo da en nesprejemljiv pogoj v razpis na začetku in pričakuje, da bo dobil super ponudbe, je nekaj narobe. In še glede izbora direktorice oziroma vodenja agencije. Objavljen je bil razpis, na razpis sta se prijavila 2 kandidata, dosedanji direktor gospod Viršek in pa tudi dr. Tomaž Žagar, ki sem ga sam osebno podprl pri kandidaturi, ker sem mislil, da bo, kot je že, peljal agencijo naprej. 1. marca letošnjega leta se je gospod Tomaž Žagar premislil in je umaknil soglasje k svoji kandidaturi. Bil je pri razgovoru k meni, povedal je pač, da ima osebne razloge za to, da umakne soglasje. In pravzaprav smo se znašli v časovni stiski, ker 28. je iztekel mandat sedanjemu direktorju in nemogoče je ponoviti razpis ali pa bi imenovali dosedanjega gospoda Virška. Jaz sem vam že prej povedal, da menim, da je tudi on del problema, ne pa del rešitve in zato ni bil zame sprejemljiv kandidat samo zaradi enega razloga. Zato, ker ni bil uspešen v svojem predhodnem mandatu. Ker ni pripeljal projekta do te faze, da bi se danes pogovarjali in odpirali ali pa delali temeljni kamen za ta projekt. Zato ni kriv MOP, zato ni kriv sem jaz, niti sedanja vede direktorice, ampak je krivo do sedanje vodstvo. In spoštovani občinski svetniki, gledajte, verjemite mi, da je tudi zelo pomembno, da je sedež te agencije v Krškem. Če jaz dan za to mizo ne bi sedel in bil na tej funkciji, temu ne bi bilo tako. Res je, da me je pri tem pomagal tudi vaš občinski svetnik Dušan Šiško in vsi so želeli to ohraniti v agenciji. In tudi gospod Viršek je bil proti selitvi agencije iz Ljubljane v Krško. Jaz pa menim, da je prav, da je ta agencija tam, kjer bo upravljanje skladišča in kjer bo tudi najpomembnejša aktivnost te agencije v prihodnje. Torej še enkrat, in rad bi s tem tudi sklenil, na Ministrstvu za okolje in prostor bomo storili vse, da bo to skladišče narejeno čim prej in po dostopni ceni, zato bo potrebno speljati aktivnosti. Prav je, da si je vede direktorica vzela čas, da premisli odločitve predhodnika, ki jih je sprejel 2 ali 3 dni pred iztekom mandata. To nič ne prejudicira njenih prihodnih odločitev. Skrajno nenavadno je pa, da si nekdo 2 dni preden mu izteče mandat, sprejme tako pomembne odločitve, kot je ta. Jaz mislim, da je prav, da se to ponovno premisli. Sem praktično prepričan, glede na to, kar vem, da bo prišlo do ponovitve razpisa, da ne dobenega forsiral, niti približno ne. In da je treba pravzaprav tudi narediti novelacijo investicijskega programa, glede na to, da bo investicijski program za skladišče identičen popisu del oziroma projektu, ki je šel na razpis. Ključno je, da primerjamo jabolka z jabolkami, ne pa projekt, ki je bil, bi rekel, predmet ocenjene vrednosti v invest programu in projekt s popisi del, na podlagi katerega je bila dana ponudba. Jaz ocenjujem, da so najmanj 3 razlogi za takšno ponudbo, ali pa 4, bi rekel bolje. Prvi je ta, da so popisi del pred razpisom bili praktično zadnji dan pred objavo razpisa finalizirani, kar je jasno, da ni tle nekega hude korelacije med projektom, ki je bil presojan in ocenjen projektantsko skozi investicijski program in projektom, ki je bil v bistvu na katerega je bila dana ponudba. To je prvi razlog. Drugi razlog je gotovo spremembe cen na nivoju gradbeništva v obdobju zlasti železa in vsega s tem povezanega. Tretji razlog je bil rok 900 dni, ki je bil pravzaprav za gradbince nesprejemljiv in so tudi napisali. In četrti razlog je bil, da je samo eden oddal ponudbo. Ker je bil pač, ker sta bila ostala 2 izločena v predhodni fazi zaradi pravzaprav neustreznosti. Torej, ta zadnji razlog bi se dal v pogajanjih preseči in bi se dalo še kaj uskladiti, vendar
menim, da gre za prehuda odstopanja. Torej, jaz verjamem, da bo novo vodstvo in vsi, ki sodelujete in sodelujemo pri tem, lahko uspešno zagotovili lansiranje tega projekta v prihodnje. Jaz bom naredil vse za to v teh nekaj tednih, ko je še mandata pred nami, in želim temu projektu vse dobro kot vedno doslej. To ni moja prva poteza v zvezi s temi projekti na jedrskem področju in lahko mi še enkrat verjamete, da delimo skrb, vendar ne delimo pogleda na nekatere zaključke, ki ste izdali v zvezi s kadri, ki danes to peljejo. Hvala lepa.